Pozdravljeni. Vesel sem, da vas zanima šolanje za AIQ učitelja, ki ga opravljamo v AIQ centru v Brežicah. Šolanje je primarno namenjeno tem, da se udeleženec šolanja bolj globoko spozna s samo AIQ metodo oziroma AIQ pristopom kot celoto in da potem v skladu s svojimi potrebami, željami in zmožnostmi napreduje znotraj AIQ šolanja ali pa lahko drugače rečemo tudi po lestvi, ki določa samo potek šolanja. Glavni namen šolanja za AIQ učitelja in glavna potreba, ki jo želimo na šolanju vzpostaviti in obdržati, je, da učitelj postopoma dviguje svojo čustveno zrelost, ker je čustvena zrelost tisti osnovni predpogoj, da lahko sam učitelj bolje razume, bolje čuti, bolj zaznava, bolj določa in bolj učinkovito rešuje svoje osebne kronične težave. In skozi vedno boljše urejanje kroničnih težav, problemov, stanj, bolečin in tudi bolezni, učitelj sam vedno bolj razume AIQ proces. Se pravi, proces, kjer z dvigom čustvene zrelosti in zmanjševanjem senzorno-motorne amnezije in kasneje tudi senzorno-motorne odtujenosti postopoma vedno bolj čuti svoje telo, vedno bolj realno čuti sebe, vedno bolj jasno čuti sebe, vedno bolj se upa čutiti sebe in posledično seveda začne vedno bolj tudi zaznavati, razumeti in določati, na kakšen način on vpliva na okolico in na kakšen način okolica vpliva na njega. Bolj ko jasno čutimo vse te stvari, bolj se nam odpira razumevanje in čutenje dogajanja v podzavestnih delih živčnega sistema, predvsem v sami podzavesti in tudi v čutenju, kako deluje naš avtonomen živčen sistem. In potem seveda se nam začnejo vedno bolj odpirati vrata razumevanja, na kakšen način vplivamo s svojim zavestnim in podzavestnim delom, verbalnim in neverbalnim, zavestnim in nezavestnim delovanjem na svoje življenje. In začnemo vedno bolj razumeti, zakaj smo tako, kot smo, zakaj smo imeli v preteklosti in tudi v sedanjosti določene oblike kroničnih težav. In bolj ko to razumemo, ob višji čustveni zrelosti in ob sprejemanju, učenju in uporabi modelov razmišljanja, ki sestavljajo AIQ pristop, sebi omogočimo, da vedno bolj učinkovito rešujemo probleme. Zraven se v procesu za šolanje AIQ učitelja učite tudi, kako je pomembna partnerska zveza, partnerski odnos med moškim in žensko, da nam omogoči, da počasi postanemo, recimo temu nekaj, ali pa da gremo proti AIQ idealu, to je, da partnerski odnos ustvari partnerstvo, kjer imata oba partnerja v bistvu eno telo, 4 roke, 4 noge in 2 glave, kjer lahko razmišljata tako z levo kot z desno možgansko polovico, kjer moški gleda na življenje svoje perspektive, ženska pa svoje in jo potem oba dva skupaj združita v bolj uporabno, bolj široko in bolj ostro dojemanje življenja. Nekako podobno, kot če poslušate glasbo na enem zvočniku mono ali pa če poslušate na 2 v stereotehniki, vidite, da je glasba bistveno bolj polna, bistveno več informacij da in tudi drugače vpliva na nas. In seveda potem skozi sam proces šolanja, skozi stopnje, ki si sledijo po vrstnem redu, AIQ metoda 1, AIQ dihanje 1, AIQ odnosi 1, potem gremo na metodo 2, dihanje 2, odnosi 2 in tako naprej. Gre vedno višje in postaja vedno bolj čustveno zrel, vedno bolj čustveno učinkovit, vedno bolj zna ločevati med aktivnimi, agresivnimi in pasivnimi čustvi.
vedno bolj zna čustva uporabljati in vedno bolj je učinkovit v reševanju lastnih problemov, problemov v lastni partnerski zvezi, v lastni starševski zvezi, poslovnih odnosov in tako naprej. In seveda s tem počasi, ampak sigurno dobiva vedno večje zaupanje vase, dviguje svojo nezavedno kompetentnost in na tak način postaja vedno bolj celostno učinkovit in zna vedno bolj celostno vplivati na svojo stranko, zna prepoznati, kje je podzavesten vzrok za njene težave, skozi njeno gibanje, obliko telesa, način govorjenja, vedno bolj vidi razliko med njenim zavestnim in nezavednim in ji zna potem tudi razlagati in jo voditi, usmerjati, da se tudi stranka sama začne zavedati dvojnosti svojega bivanja, se pravi, da ima na zavestni ravni eno predstavo o sebi, en vpliv na druge, zavedanje vpliva okolice na sebe, potem na drugi stopnji, na nezavedni stopnji je pa lahko to dosti drugače, dostikrat celo kontrastno in seveda ne more priti do drugega, kot da si oseba otežuje življenje na kroničen način, se pravi, lahko rečemo, da si kronično meče polena pod noge in učitelj, ki je to sam dojel pri sebi, spoznal te stvari in jih ureja ali jih je uredil, mu lahko na njegovi poti iz kroničnih bolečin zelo močno in konkretno pomaga. Seveda je pa glih zaradi tega, ker morate to bodoči AIQ učitelji izkusiti na lastnem telesu, na lastni psihi, na lastni somi, pomeni tudi, da je šolanje zelo zahtevno, da morate se v bistvu soočati z lastnimi strahovi, sencami, očitki, občutki krivde, občutki krivice, besu, žalosti in podobnih čustvih, ki pa vam, ko enkrat to s pomočjo vaj, s pomočjo znanja, s pomočjo vpliva učiteljev, ki vas učijo AIQ, s pomočjo vpliva vaših kolegov, učiteljev, s katerimi se skupaj učite AIQ in skozi izvajanje domačih nalog, pisanje domačih nalog, člankov in lastni raziskavi AIQ principov, dosežete pravico in seveda tudi potem na nek način lahko rečemo tudi dolžnost, da pomagate po tej poti tistim, ki so na tej poti za vami. Tako da upam, da vas tak način dela, tak način pomoči sebi in drugim zanima in dobrodošli med nami. Hvala in lep pozdrav.